Besedo eko je danes zelo moderno uporabljati, ne? Ampak ponavadi ob njej ne pomislimo na nekaj estetskega, kaj šele umetniškega. Kakšen izziv je pravzaprav bilo povezati nakit z eko noto? Izziv se mi je zdel dosti enostavno, se mi zdi, da je dosti teklo samo od sebe. Jaz lahko predstavim razstavo Skrivnosti, ki smo imeli, to je razstava nakita s pohorskimi minerali in kamninami, in že sami kamni so bili tako čudoviti, da je človeka kar popeljalo v en čudežen svet, tako da ustvarjanje je bil čisti užitek in se mi zdi, da se je zgodilo kar samo od sebe. Ja. Skrivnosti, kakšne skrivnosti pa skriva Pohorje, kakšne zgodbe se skrivajo med vsemi temi skalami in drevi? Jaz bi čisto kot laik rekla, da zelo pisane zgodbe, polne svetlobe in barv. Jaz si ne bi nikoli mislila. Jaz sem vedno mislila, da je pohorski granit, pa potem s čemer strehe pokrivajo, ampak ni res. Pohorje ima opale, ima citrine, ki so rumeni, ima granate živo rdeče, seveda v skupu z drugimi kamninami in minerali, kot so me poučili, ampak strašno pisano je pod površino. Katere skrivnosti pa je vam razkrilo Pohorje med oblikovanjem? Predvsem to, koliko lepih stvari imamo pri nas v Sloveniji. Ker jaz sem že zelo veliko stvari uporabljam iz narave v svojih izdelkih in potem, ko prideš na kamne, ki jih ponavadi naročam ali kupujem v tujini in ugotoviš, da imamo pri nas take lepe stvari, je to za mene pač razkrita skrivnost. In to razkrito skrivnost kažemo tudi tukaj. Da vsi pridejo pogledat, da vidijo, kaj naša zemlja sicer globoko skriva v nedarjih. Čisto klasičen nakit, to je čisto nekaj druga, kot to, kar smo zdaj ustvarili z drugimi oblikovalci. Običajno pač ne s takimi posebnimi kamni delamo in zelo mi je všeč, da smo te pohorske kamne, ki jih dostikrat pač po Pohorju vidim in so mi tako zanimivi, da smo jih zdaj res v nakit tudi vgradili in da fajn bi bilo, da bi pač ljudje to znali bolj ceniti, te naše kamne, ki so pač tu okrog nas. Kaj pa sami pri oblikovanju nakita sledite recimo aktualnim modnim trendom ali se prepuščate izključno domišljiji? Ja, ta naša zvrst oblikovanja moja tudi spada v področje, jaz rekla temu umetniškega nakita, tako da umetniški nakit ne sledi trendom, ampak se ravna čisto po neki notranji intuiciji, inspiraciji in globim razmišljanjem, tako da se ne ozira na tisto, kaj je moderno, to je čisto en stranski tir in s tem se ne ukvarjam. Večinoma domišljiji. So trendi v barvah, recimo v raznih kovinah, v raznih mešanicah kovin, v novih materialih, ki se dogajajo, novih tehnologijah tudi, ampak predvsem je tisto domišljija, recimo, ko greš ven, ko gledaš stvari okoli sebe, seveda, okolje, vse, kar se dogaja okoli tebe, vpliva na to, na tvoj dizajn, pa na tvoje ustvarjanje. Če delam za stranko, se potem po njenih željah pač ravnam. Pri takem nakitu, to pa je v bistvu, to pa delaš za svojo dušo, in pride nekaj čisto tvojega ven, neka tvoja izpoved, Recimo, v mojem izdelku je naslov Razkrita skrivnost, in to pač samo neka umetniški tvoj vidik neke stvari, Pa dajo Slovenke veliko na nakit ali so pri tem bolj skope? Veliko se mi zdi, da ljudje kupujejo nakita tako za en mesec. Ja, točno tako. Tako da, ne vem, mislim, da je še v povojih, da je umetniški nakit in odšteti mogoče malo več denarja, pa da nakit ostane celo življenje, pa da to res en kos, ki mogoče sproži pogovor, da je malo drugačen, da to še vedno nekako povoji pri nas. Veliko se govori tudi o zdravilni moči kamnov, njihovih vibracijah. Date kaj na to? Ja, to je od vsakega posameznega odvisno, ampak vsekakor zemlja ima, kamen ima, recimo, tudi ko so sončna toplota, recimo, ko se greje kamen, in ko tisti, ne vem, že užitek je, recimo, na njemu posedeti sred poletja ali pa karkoli takega, tako da ima, vsaka stvar ima, barve so tudi zelo vplivajo na ljudi, ampak se mi zdi, da to si mora vsak svoje najti, svojo zadevo, sicer so neki kamni, ko so za specifično osebo, za specifične stvari, so jih že v prazgodovini, pa prej, v davnini uporabljali, tako da zdaj se te stvari samo še pač ponavljajo. In če verjameš v to, potem tudi pomaga. Moj najljubši kos nakita, moji so prstani, tako da v vseh oblikah. Najljubše v bistvu bi rekla, da je to je moj zaročni prstan, pa od moje bodoče tašče prstan z briljanti, ta dva sta mi največ pomenita, to imam vedno gor.